Praktično ne zgodi se, da bi moral kupec na svoj avtomobil, ki je že prišel na trg, po naročilu čakati še pol leta. Govorimo o navadnih avtomobilih in ne o kakšnih ultraluksuznih superšportnikih. Samo en avtomobil je bil pred leti deležen takšne euforije, da so ga morale tovarne delati na vso moč, ker ste ga kupci dobesedno razgrabili, pa ste vseeno prvi 2 leti morali nanj čakati bistveno dlje. Nissan Qashqai in sedaj na ceste zapeljal v povsem novi generaciji. Ampak kar v miru poglejte prispevek do konca, ker se mi zdi, da pri novem ne bo takšnih težav z dobavo in ga boste lahko naročili čez nekaj minut. Po uspehu Nissana so se takrat hitro prebudili še ostali proizvajalci in če je imel prvi Qashqai samo enega tekmeca, jih ima novi 14. Je pa res, da je tudi Qashqai postal bolj prepričljiv. Bolj varčen, bolj aerodinamičen, bolj učinkovit, lažji in bolj prostoren. No in ko sem ravno pri prostornosti, 7-sedežne različice ni več v ponudbi in v primeru, da boste vseeno potrebovali 7 sedežev, boste morali poseči po modelu X-Trail. Je pa Qashqai zrastel v dolžino za okrog 5 cm, v širino 2, v višino pa je postal bolj podoben meni, torej nižji. Vseeno je za potnike tule spredaj in zadaj več prostora, prtljažnik pa ima 20 dodatnih litrov prostornine. Takole na prvo žogo, ker je tole vseeno šele prva vožnja. Armaturna plošča se mi zdi funkcionalna, dejansko dobro narejena, veliko je odlagališč, prijetna, nič ne škripa, nič ne poka. Všeč sta mi 2 stvari, ta 7-palčni zaslon, ki skriva navigacijo in Nissan Connect sistem, se pravi aplikacije, in pa ta 5-palčni zaslon med merilnikoma, na katerem se prikazuje tudi del navigacije, predvsem pa opozorilniki. Lane assist, če zapeljem preko črte, sistem za prepoznavo znakov, sistem, ki opazuje, če sem utrujen in še kaj se najde. Avtomobil se mi zdi bolj dinamičen, bolj čvrst. Morda mi je všeč tudi opcija, da lahko krmilnemu mehanizmu določam trdost. Za ženo, ko se bom utovilila po parkiriščih, lažji način. Zame, ko se bom želel peljati nekoliko bolj dinamično, pa trši. Še motorji 1,6 litrskega atmosferskega bencinarja ni več v ponudbi, zamenjal ga je 1,2 litrski turbobencinar, ki ponuja 115 konjev. Pozneje v letu se mu bo pridružil še močnejši 1,6 litrski turbomotor, sta pa v ponudbi tudi že 2 dizla, 1,5 DCI in 1,6 DCI s 130 konjskimi močmi. Izboljšali so še samodejni brezstopenjski menjalnik in včeraj po prvi vožnji lahko povem, da dejansko predstavlja lepo. Pri Nissanu pravijo, da niso želeli ustvariti enega samega velikega wow učinka kot pri prejšnjem Qashqaiu, ampak kup majhnih wowčkov, zaradi katerih je potem avtomobil kot celota zelo simpatičen. Jaz mislim, da jim je uspelo, ker je boljši na vseh področjih in ima tudi precej zanimivih sistemov. Zdaj pa naročati.